Kulturna panorama. Lepo vas pozdravljam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in vas vabim k poslušanju Kulturne panorame, oddaje s prispevki o vidnejših dogodkih tega tedna. Malo bolj zatišni čas po praznikih smo spremljali v uredništvu za kulturo tretjega programa Ars. Tokrat sem pred mikrofonom Tadeja Krečič, za mešalno mizo pa je Robert Markoč. Čemu se bomo torej v Kulturni panorami posvetili? Najprej nagradam Ksenije Hribar, pa besedi leta, ki je tokrat božičnica. Letu 2026 kot letu Zofke Kveder in Srečka Kosovela pa razstavimo mozaični trenutki časa v galeriji Ekvorna. Društvo za sodobni ples Slovenije od leta 2012 naprej bienalno podeljuje nagrade Ksenije Hribar za izjemne dosežke na področju sodobnih plesnih umetnosti v Sloveniji. Med nagradami Ksenije Hribar so nagrada za življenjsko delo, 2 nagradi za plesne in koreografske dosežke v zadnjih 3 letih ter nagrada za perspektivnega plesalca ali plesalko, poleg tega se podeljuje do 6 nagrad za umetniško ustvarjanje na drugih področjih sodobno plesne umetnosti. Letošnja lavreatka, prejemnica nagrade Ksenije Hribar za življenjsko delo, je Mateja Rebolj. V zgodnjih letih svojega ustvarjanja baletna solistka v Slovenskem narodnem gledališču Opera in balet Ljubljana. Pozneje v svoji karieri pa se je popolnoma posvetila sodobnemu plesu in sodelovala z mnogimi slovenskimi in tujimi koreografi in gledališkimi režiserji. Več Petra Tanko. Mateja Rebolj sodi med ključne osebnosti slovenskega sodobnega plesa. V svojem večdesetletnem ustvarjanju je oblikovala izjemno bogat opus, ki presega slogovne in žanrske delitve ter ostaja referenčna točka za razumevanje razvoja slovenskega plesa od 80. let preteklega stoletja do danes. Njeno delo povezuje sodobni ples, balet in gledališče, pri čemer vsako novo sodelovanje razume kot možnost ponovnega odkritja plesa. Njena prisotnost v predstavah in projektih nikoli ni bila zgolj izvedba, temveč avtorski izrek, vedno v stiku z idejo, ritmom in strukturo dela. V svojem opusu je razvijala plesni in performativni jezik, pri čemer je tehnična virtuoznost izhodišče za krhek in občutljiv telesni izraz, ki postane prostor odprtosti in stika s soustvarjalci in gledalci. Gibanje postane material, ki razkriva telesno zgodovino in čustvena stanja, ter svojo ranljivostjo odpira gledalcu prostor vstopa v intimo, poglobljeno izkušnjo prisotnosti. Za svoje delo je Mateja Rebolj prejela najvišja slovenska priznanja na področju umetnosti, med njimi tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo leta 2010. Te potrjujejo širino, pomen in trajnost njenega ustvarjalnega vpliva. Njeno delo uteleša temeljne ideale sodobnega plesa, raziskovalnost, umetniško integriteto in estetsko doslednost, ki ostajajo prepoznavna stalnica njenega ustvarjanja. Tako med drugim beremo v utemeljitvi, ki jo je zapisala 3-članska žirija v sestavi Leja Jurišič, Magdalena Rajter in Maša Radi-Buh. O delu in poslanstvu žirije za nagrade Ksenije Hribar je nekaj besed povedala Leja Jurišič. Ko si prvič član neke komisije, oziroma še celo predsednik, se držiš pravil, ki so pač napisane v pravilniku, tako da smo se v bistvu zelo strogo držale pravilnika, ker sicer na splošno, ne samo v Sloveniji, kot vemo, prihaja do podeljevanja nagrad iz različnih razlogov. Se pravi, nagrade so bile podeljene ljudem, ki so najbolje delali v zadnjih, ali pa umetnikom v zadnjih 3 letih na področju sodobnih plesnih umetnosti, brez takšnih in drugačnih olajševalnih ali pa oteževalnih okoliščin. Se pravi, če bomo nagrajevali najboljše, bomo vsi boljši za to. Predvsem pri umetnosti je to, se mi zdi, pa še bistvenejšega pomena, zato ker je umetnost kot nek vrednota, simbol, karkoli v naši družbi nima neke velike moči. Velike države se celo zavedajo, da je umetnost njihovo bogatstvo in jo tudi promovirajo ven in s tem same sebe, ne samo tanke. Slovenija ima tle še premalo zavedanja, zato je, se mi zdi, treba držati na visokem nivoju te stvari. No. Še enkrat, vsi bomo boljši, če bomo boljši.
Nagrado Ksenije Hribar za življenjsko delo ste podelili Mateji Rebolj. Ja, Mateja Rebolj je prejemnica Prešernove nagrade za življenjsko delo, hkrati pa ni bila še nagrajena na lastnem področju. In tudi v bistvu njena širina, miselna in fizična, obsega tak domet, da je pač bil že skrajni čas, da se jo nagradi in da se jo razume kot vzor, umetniški vzor za nas in vse nadaljne rodove. Se pravi, kakšen preskok, pa ne preskok, da moraš nekaj opustiti, recimo, ker je ona prišla iz baleta, ampak bila prima balerina, ampak njena neizmerna širina, no, v razmišljanju in tudi fizičnem, se pravi, v plesu je bistveno to, da moraš ti fizično vse osvojiti. Ne moreš samo na idejni ravni reči, zdaj pa bom presegel balet ali pa bom se odmaknil. Ne, ti moraš fizično se pač nove stvari jih sprakticirati. Ne? In v bistvu ona je res pač to na enem zelo, zelo visokem nivoju naredila in tudi lepo je videti človeka, ki ni omejen, no. Sinoči so bile na svečanosti v Cankarjevem domu podeljene še naslednje nagrade Ksenije Hribar za koreografski opus zadnjih 3 let, ki jo je prejela Andreja Rauch-Podržavnik. V svojem nedavnem koreografskem ciklu se avtorica osredotoča na poglobljeno raziskavo in razvoj postopkov ter motivov, ki jih je zastavila v dosedanjem koreografskem delu. Govori v jeziku, ki je globoko zasidran v telesu in ki je obenem neizrekljiv in popolnoma resničen. S kompleksnim zlaganjem in plastenjem principov Andreja Rauch-Podržavnik razmišlja tako na mikroravni o medsebojnem sobivanju posameznih teles znotraj skupine, kot tudi na makroravni, pri čemer arhitekturne zakonitosti prostora in izbrani scenografski objekti postanejo poligon za raziskovanje dialoga med telesnostjo in materialnostjo. 2 nagradi za plesni oziroma performativni opus zadnjih 3 let sta prejela Jerca Rožnik Novak, saj je njena umetniška prezenca pogumna, občutljiva in večplastna in na odru krati močno napetost med telesnim in čustvenim, ter Milan Tomašik, ki v svojem plesnem jeziku združuje natančnost in svobodo, notranjo disciplino in spontanost in svojim delom že dolga leta soustvarja prostor sodobnega plesa kot odprto umetnost, ki se razvija v dialogu s trenutkom. Prejemnica nagrade za perspektivno umetnico na področju sodobnega plesa je Kristina Peldova, umetnica, ki izraža pronicljivo zanimanje za preplet problematike identitete in vprašanja vrednotenja teles v družbi. Nagrado za avtorsko glasbo je prejel Eduardo Raon, portugalski glasbenik, ki že več desetletij živi in dela v Sloveniji. Njegove kompozicije, bodisi instantne, bodisi vnaprej napisane, variirajo od resonančne arhitekture, ki ima funkcijo gabaritov, znotraj katerih se lahko odvija vsebina uprizoritve, do liričnih glasbenih kompozicij, ki učinkovito vplivajo na čustva gledalca. Nagrado za produkcijsko delo na področju sodobnega plesa pa je prejela Mojca Kasjak, ki kot producentka in umetniška vodja festivala Platforma sodobnega plesa ključno sooblikuje tako mariborsko kot vseslovensko sodobno plesno krajino.
Beseda leta 2025 je božičnica. Prejela je največ glasov med 11 finalistkami. Izbor besede leta poteka na pobudo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, spletnega portala RTV Slovenija in časopisne hiše Delo. Ob božičnici je bilo mogoče glasovati tudi za besede carina, dolgotrajna oskrba, dvojna raba, flotilja, izkliv, paliativa, redke zemlje, somestje, tiktokizacija, zastoj. Pred glasovanjem je komisija izbrala tudi besedilo mladih, to je 6-7. Beseda označuje govorico mladih, ki posnema svet odraslih in ga hkrati karikira. Ob sredini razglasitvi besede leta je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije razglasila tudi kretnjo leta. Največ glasov je prejela kretnja za besedo geopestrost. Ta kretnja je bila prvič predstavljena 6. oktobra ob Mednarodnem dnevu geopestrosti. Njena posebnost je, da gre za prvo tovrstno kretnjo v znakovnem jeziku na svetu. Aleksander Čobec je k pogovoru povabil vodjo projekta Simono Klemenčič. Najprej jo je vprašal o pomenu in nastanku besede božičnica. Sama beseda pomeni v slovenščini denarni dodatek, ki ga zlasti ob uspešnem poslovanju podjetja ali ustanove ob koncu leta v enakem znesku prejme vsak zaposleni. To piše v slovarju slovenskega knjižnega jezika na Franu. Nastalo je morda iz božična plača, bolj verjetno pa iz starejšega pomena božična prireditev z obdarovanjem. V slovarju imamo zglede kot božičnica za otroke iz predmestja in dobil je od doma paket z božičnico, torej z darilom. Sicer lahko pomeni božičnica tudi prireditev z božičnim glasbenim in literarnim programom v cerkvi. Pri Pleteršniku imamo že to besedo, pomeni božična pesem, tudi darilo ob božiču in pravi, da je to konkretno jabolko, pomeni pa lahko tudi božično drevo. Beseda seveda izhaja iz samostalnika božič, to pa je že starejše slovansko in je manjšalnica od bog, torej majhen bog, še v poganskih časih. Lahko je tudi ljubkovalen izraz za boga, enega od bogov. V južnoslovanskih jezikih se to dalje razvije v praznik rojstva Božjega sina. Komisija je letos izbrala tudi besedo mladih, to je 6-7. Ne morem si predstavljati, kaj bi to lahko pomenilo, ali to pomeni, da sem že star? Ja, to pomeni, da sva stara. Gre za govorico, ki posnema svet odraslih, a ga hkrati karikira in gre tudi za poseben fenomen povezanosti določene generacije po velikem delu sveta. Tudi na Poljskem recimo je ta izraz med kandidatkami za besedo leta. To vrstne fore, ne vem, če se še reče fora, so vedno obstajale, ampak so bile veliko bolj geografsko omejene. 6-7 torej, no dobro, ne vem, kdaj bom to uporabil, se bom poskusil naučiti. Novotvorjenke letos niste izbrali, ponoviva še enkrat, besede finalistke za leto 2025 so bile božičnica, carina, dolgotrajna oskrba, dvojna raba, flotilja, izkliv, paliativa, redke zemlje, somestje, tiktokizacija, zastoj. Kdo ali kaj je izkliv? Pravzaprav razumemo besedo izkliv, ne? Beseda je čisto slovenska, iz samih domačih elementov. Iskati je stara beseda, enaka je z baltskimi besedami iskati, ki pomeni tudi ubirati uši. Sorodna je tudi z angleško besedo ask, zahtevati, vprašati. Če bi slišali to besedo pred digitalno ero, bi jo tudi razumeli. Nekaj, kar je mogoče iskati, po čemer je mogoče iskati, ampak ne bi si niti približno mogli predstavljati, kako je nekaj lahko izkljivo. Danes to uporabljamo v pomenu izkljiv dokument, tako da bo besedilo lahko iščeš z iskalnikom, Ctrl+F. Ni vsaka digitalna vsebina izkljiva. Zaščiten PDF dokument je lahko digitalen, ni pa izkljiv. Izkljiva baza podatkov omogoča poizvedbe. Izkljiva vsebina je taka, ki jo lahko zaznajo in obdelajo iskalniki, kot je Google. In zakaj bi lahko bila beseda leta 2025? Ta beseda pokaže na en fenomen, na eno spremembo, ki se je zgodila v tem letu. Besede, ki so bile predlagane in ki smo jih izbrali kot kandidatke za besedo leta, seveda niso najpomembnejše besede leta. Ampak gre za
kolektivni posnetek duha časa. In tukaj se lahko odpre cela diskusija o simptomih v jeziku, kaj besede razkrivajo, kaj merimo. Duha časa ocenjujemo na podlagi predlogov, ki smo jih prejeli, porasta rabe, konteksta, povezanih tem, javnega diskurza, ki ga spremljamo. Vedno opozarjamo, da je beseda leta je tista, ki pokaže, česa smo se morali v tem letu na novo naučiti. Poleg tega pa tudi, o čem smo veliko govorili. Med finalistkami je tudi flotilja, ta beseda pa označuje verjetno skupino ladij, ki so plule proti Gazi. Tako je. Besedo sicer slovenščina pozna že dolgo, tudi že pri Pleteršniku. Kar pomeni res zelo dolgo, pomeni skupino manjših bojnih ladij ali skupino manjših ladij. Sploh tako beremo na Franu. Gre za pomanjševalnico besede flota, ki smo jo prevzeli iz italijanščine, morda iz francoščine. To je bilo prevzeto iz neke germanske predloge, sorodno z nemškim flos, splav. In če gremo še dlje v zgodovino jezika, je sorodno s praslovanskim pluti, slovenskim pluti. Mnogi pa smo se šele v tem letu bolje seznanili s to besedo. Zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu, septembra smo brali recimo flotilja 51 ladij z več tonami pomoči, želi dostaviti humanitarno pomoč na območje Gaze. Z besedno zvezo dvojna raba pa ste verjetno želeli spodbuditi razmislek o bolj ozaveščenem ravnanju na področju ekologije. Zakaj ta besedna zveza ravno med finalistkami za leto 2025? Zaradi pogostosti rabe. Koncept blaga z dvojno rabo, o čemer v zadnjem času vedno več slišimo, se nanaša na izdelke, programsko opremo in tehnologijo, ki jo je mogoče uporabiti v civilne ali vojaške namene. Dvojna raba. Šlo naj bi za blago, praviloma namenjeno civilni uporabi, ki pa se zaradi svojih lastnosti lahko uporabi tudi v vojaške namene. V to definicijo lahko sodijo razni stroji, priprave, orodje, oprema, kemikalije, elektronske komponente in tako dalje, torej karkoli. V novem predlogu proračuna za Evropsko unijo je predvideno, da bodo pri dodeljevanju sredstev nekaterim projektom imele prednost inovacije z dvojno rabo, torej takšne, ki jih je mogoče uporabiti v vojaške namene. No, jaz sem pa bolj razmišljal o ekologiji. Še ena izbira za finalistko me zanima somestje. Ja, zakaj spet? Zakaj bi lahko bila ta beseda leta 2025? Goriško področje je bilo v ospredju. V zadnjem času pri nas imamo goriško somestje, ki obsega slovensko-italijansko območje mest Nova Gorica, Gorica torej na obeh straneh meje in Šempeter pri Gorici. Ostale besede pa se mi zdi, da so bolj ali manj znane. Ali ste se vi začudili mogoče katerim besedam, ki ste jih dobili med predlogi ali pa tako, da so vas pozitivno presenetile, ste se jim zasmejali? Bilo je nekaj takih, za katere nam je bilo žal, da jih ne moremo uvrstiti v ta ožji nabor. Imeli smo recimo digitalno demenco, digitalni evro, tudi nekaj, česar ne bi znali pojasniti še ne tako dolgo nazaj. Inferenca recimo je beseda, ki smo se jo nekateri naučili šele v zadnjem času, torej sklep, sklepanje, tudi način delovanja umetne inteligence, ki iz ogromne količine podatkov izračuna najverjetnejši nadaljnji korak. ChatGPT mi je pojasnil, da problem nastane, ko strojna inferenca začne oblikovati človeško. Potem imamo take predloge, kot je bil agent, predvsem spet v zvezi z umetno inteligenco, avtonomni agent, AI agent, oziroma kako mi temu rečemo, UMI je še zmeraj dober predlog za slovensko ime za umetno inteligenco. Z UMI z UMI-jem. Mislim, da se to veliko lepše izgovori in sklanja kot AI, UI ali AI. Med predlogi smo imeli tudi recimo butelfon, nasprotje od pametnega telefona. Labubu se je parkrat pojavil, če niste vedeli, jaz tudi nisem vedela, kaj je to, znamka zbirateljskih plišastih igrač iz Kitajske. Pojavile so se v objavah zvezdnikov in vplivnežev in so hitro postale popularne. Zanimiv predlog je bil možgan. Zanimivo je, da so se možgani v tej besedi zreducirali na edninsko obliko. Možgan mi je zmrznil. Verjetno ni naključje, da se to dogaja v času, ko se pogovarjamo o gnitju možganov. Nomofobija, no mobile phone, se pravi strah pred odsotnostjo mobilnega telefona. Opranček, beseda za nekoga z opranimi možgani, oziroma kako že z oprano glavo. Parasocialen.
To je ena pomembna nova beseda. V angleščini so v enem od izborov letos Parasocial izbrali za besedo leta. Gre za odnos, ki ga nekdo čuti med seboj in slavno osebo, ki je osebno ne pozna. Se pravi, poimenuje neko novo normalnost odnosov, bližino brez recipročnosti. Zanimiva beseda je bila tudi šrot. Šrot umetne inteligence, pojavi se v kritikah medijev tudi, informacijski šrot in pa o razpravah, ki opisujejo preobilje nizkokakovostnih vsebin. Za slovensko področje smo imeli še predlog Kamerad, ki se nanaša na nesrečo v premogovniku Velenje januarja, ko so umrli 3 rudarji. Omnibus v zvezi z zakonodajo, imeli smo omnibusni zakon. Cankar, sicer je lastno ime, kar ni veljavno kot predlog za besedo leta, ampak v tem primeru ne gre za osebo, pač pa se predlog nanaša na letošnje dogajanje v zvezi s Cankarjevo nagrado. Veliko predlogov se je nanašalo na evtanazijo, referendum o evtanaziji, zato smo 2 besedi z tega področja tudi izbrali. Dodatna pooblastila je bil en predlog, ki smo ga večkrat dobili za dogajanje v zvezi z Romi. Konklave je bilo letos, tarifa je samo druga beseda, v bistvu za davek, če malo poenostavim. In to bi bile take bolj zanimive besede, predlogi, ki smo jih dobili. Vlada Republike Slovenije je leto 2026 razglasila za leto pisateljice Zofke Kveder in pesnika Srečka Kosovela. Zofka Kveder se je rodila leta 1878 v Ljubljani, kjer je končala meščansko šolo. Najprej je kot uradnica delala v Kočevju, potem pa živela med Ljubljano, Trstom, Bernom, Münchnom, Prago in Zagrebom, kjer je pred 100 leti tudi umrla. Z življenjem in delom Zofke Kveder se je že leta poglobljeno ukvarjala dr. Katja Mihurko, profesorica na Univerzi v Novi Gorici. Je urednica 5 zvezkov zbranih del Zofke Kveder, programska vodja leta Zofke Kveder pri Mestu žensk in glavna urednica spletišča Pisma, ki med drugimi hrani skoraj 300 pisem Zofke Kveder. Z doktorico Katjo Mihurko je Staša Grahek posnela obsežen pogovor in jo med drugim povprašala o njeni monografiji z naslovom Drzno drugačna, Zofka Kveder in podobe ženskosti. V čem je sama prepoznala drzno drugačnost Zofke Kveder?
Ja, ta naslov se je nanašal tako na njeno delo, to se pravi te podobe, reprezentacije ženskosti, kot seveda na njeno življenje. V sami knjigi takrat sem v bistvu skušala pokazati oboje, zaradi tega, ker tako njeno delo z tega zornega kota, to se pravi analize, interpretacije podob ženskosti, ne samo ženskih likov, ampak nasplošno, kako se to kaže tudi v pripovedovanju, delno tudi v jeziku. Na ta način pač Zofke Kveder do takrat ni nihče raziskoval. Po drugi strani pa, ko sem se seveda poglobila ne samo v njena dela, ampak tudi v zapuščino, ki jo hrani Narodna in univerzitetna knjižnica, sem ugotovila, da je tudi njeno življenje izredno zanimivo, da je tudi v njem prestopala vse mogoče omejitve in seveda tudi fizične meje. Četudi se ona v glavnem gibala v Avstro-Ogrski monarhiji, ampak vendarle je tudi potovala izven nje. Tako da vse to se mi je zdelo, da za žensko, ki je živela konec 19., v začetku 20. stoletja, da je to res neka drugačnost, ki seveda je bila takrat v tistem času tudi zelo pogumna, drzna, tako da v tem sem nekako odkrivala na obeh, bi rekla, ravneh in čisto v njenem življenju, kot tudi njenem delu, neko drugačno pisavo, za čas, v katerem je živela, tudi zelo, zelo pogumno. Prvenec Zofke Kveder z naslovom Misterij žene doktorica Katja Mihurko šteje za prelomno delo. Torej, v Prago je prišla konec februarja 1900 in začetku poletja tega leta, potem izide tudi Misterij žene, torej ta zbirka zelo kratkih zgodb, nekateri jih poimenuje celo dele te zbirke kot pesmi v prozi, potem se je tudi uveljavila nekako oznaka črtica za ta besedila, ki so zelo raznolika in ki so seveda nekaj popolnoma prelomnega v slovenski književnosti, ker v taki obliki in na tak način o ženski ni pisal še nihče pred njo. Zato je tudi odziv buren. Čisto slogovno je to zelo raznolika zbirka, torej imamo dekadentna besedila. Že to bi bil dovoljšen razlog, ne, da bi jo kritiki do neke mere zavrnili. Potem pa seveda piše tudi o tematikah, ki so takrat nekako nesprejemljive. Ne. Piše o abortusu, piše o nasilju nad žensko, piše o tem, kako v bistvu meščanske ženske umirajo na porodih, ne samo meščanske, ampak recimo ona prav to izpostavi. Predstavi delavke, ne, omenila sem nasilje nad njimi. Piše o ženski, ki se pač preda spolnosti, ne da bi bila poročena, ampak tega ne obsoja, ne, ampak celo pravi, da je v bistvu njeno dejanje bolj čisto od spolnosti, ki jo živijo meščanske ženske, ki so bile pravzaprav porodane v zakon, ne. Tako da ona tukaj sledi in tudi v tem, bom rekla, je spet drugačna, da se zelo močno upre nekako na tujo literaturo. V slovenski literarni zgodovini je bila Zofka Kveder dolgo zapostavljena. Leta 2005 so vendar izšla njena zbrana dela, ki jih je uredila prav doktorica Katja Mihurko. Se je odtlej v našem odnosu do Zofke Kveder kaj spremenilo? Ja, jaz mislim, da se je. Predvsem je postala res predmet številnih študij, tako da tukaj se mi zdi, da je ogromno, pa ne samo na Slovenskem. Ne, meni se zdi zelo pomembno, jaz sem vedno presenečena, ne vem sicer, zakaj sem še presenečena, pa bolj bom rekla vesela, kot prejem neko tujo knjigo, ne, ki obravnava avtorice iz 19. 20. stoletja v tem takratnem avstro-ogrskem prostoru in je vedno omenjena. Ne. Tako da v tem smislu je našla gotovo pot. Zdaj, koliko, če bi šli zdaj spraševati ljudi na ulici, jo poznajo, je seveda drugo vprašanje. Drugo vprašanje je tudi, koliko poznajo
poznajo kakšnega drugega avtorja iz tega obdobja, ki je gotovo vreden, da bi ga poznali. Tako da tu jaz ne bi nekih prehitrih zaključkov vlekla, ampak vidim iz tega, koliko diplomskih nalog nastaja. Ne? In to ne samo recimo na slovenistiki, ampak nastajajo v nekem primerjalnem vidiku, na drugih tudi oddelkih, kjer recimo je nemška literatura, ne? Pač oddelek za germanistiko recimo, ali pa v sociološkem pogledu. Ne? Tako da jaz mislim, da je gotovo prepoznana v tem smislu, da jo si izbirajo tudi sami, recimo študenti, študentke, in da v tem smislu je velik napredek bil narejen. Ljudje, ki nas zanima literatura, bi rekla, da vemo, da obstaja, ne? Da vedo tudi, da se v krožkih bralnih, vem, da so jo brali in tako naprej. Seveda je pa nek del populacije, ki ga pač literatura ne zanima in pač tam iskati Zofko Kveder je drugo. Delamo pa različne stvari, recimo ena izmed takih je tudi kolesarska pot biciklistinja, ki bo v Loškem Potoku, s katerimi pa mislim, da bomo še bolj, pa morda ravno pri ljudeh, ki sicer ne bi morda posegli po knjigi, ne, da bi jo spoznali, jo bodo pa spoznali na ta način. Ne. Tako da, ja, se mi zdi, da nekje je bilo potrebno začeti. Ne. Vsekakor jaz vedno poudarjam, da je tako, zelo, zelo pomembno, da takoj po njeni smrti je Minka Govekar raziskala neke stvari iz njenega življenja, o tem pisala. Potem je Marja Borštnik že seveda pred drugo svetovno vojno, ampak tudi po drugi svetovni vojni pisala o njej, potem Erna Musar, ki je se zelo angažirala, da je bila postavljena ob 100-letnici smrti razstava o njej, potem izdala različne knjige. Ne. Skratka, je ta kontinuiteta, ne, in potem z vznikom pač ženskih študij, tudi ne nazadnje čisto na akademskem nivoju, so se podprli novi pogledi, ne, in potem končno, ne, če tudi je že sama Erna Musar, jaz to vedno poudarim, želela, ne, nagovorila Antona Ocvirka, da bi bila, ne, takrat je bil on urednik, da bi bila v zbranih delih, jo je pač on zavrnil, ne, da ni dovolj dobra avtorica. In jaz sem zelo vesela, da so se vsaj toliko potem stvari spremenile, da je takratni urednik France Bernik pa jo vključil, ne, in dal meni priložnost, da sem pač se z njo tudi potem na ta način, bom kar rekla, spopadla, ker takrat pa še ni bilo toliko možnosti digitalizacije in večina njenih del je bila raztrosena po časopisih, revijah in jaz sem to dejansko še čisto navadno pretipkovala, ker še ni bilo niti optičnega branja in tako naprej. Pri založbi Mladinska knjiga bo letos jeseni izšla knjiga dopisovanja med Zofko Kveder in njeno hčerko Vladošo, za katero je doktorica Mihurko napisala obširno biografsko študijo.
Srečko Kosovel je kljub kratkemu življenju zaznamoval ne le slovensko, ampak tudi evropsko književnost in še vedno ga vsaka generacija odkriva na novo. Pred nekaj leti je njegovo neobjavljeno zapuščino temeljito raziskal pesnik in pisatelj Miklavž Komelj ter jo objavil v obsežni monografiji v 2 delih z naslovom Vsem naj bom neznan. K razmišljanju o Kosovelovem pomenu ga je povabil Vlado Motnikar. Letos bomo praznovali Kosovelovo leto. Pesnika, ki je v 5-6 letih prehodil ogromno pesniško pot, od kraških impresij do vizionarskih ekstaz in ekstatičnih vizij, do razkroja in konstrukcije. Dolgo smo rabili, da smo ga sploh spoznali v vsej njegovi širini, zadnja leta pa so prinesla vendar kar nekaj skritih tekstov, tistih, ki pač niso prišli do objave v rokopisih, pa ostala. Kako ga vidimo danes? Kako naj ga beremo? Kaj predlagate? Miklavž Komelj. Lep pozdrav. Kosovel je res zanj bi uporabil besede, ki jih je pokojni Jack Hirschman nekoč uporabil za Pazulinija, da je bil ustvarjalni dinamo. On tudi sam o sebi govori kot o svoji pesmi, kot eksploziji. Skratka, to je bil človek, ki je v meteorsko kratkem življenju tudi sam se primerja nekje z nekim meteorjem, ki bo padel nekam in ki ga bodo pravzaprav hodili iskat po celem svetu. In taka zelo zanimiva podoba. Na koncu bodo pa pravzaprav ne bodo ga našli in ga bodo v sebi morali odkrivati. Ne? Skratka, Kosovel je sebe samega razumel na način, kako je nek premik vzpostavlja v ljudeh in kako hkrati eno skrajno, bi rekel, notranjo napetost, konfliktnost svojega časa poskuša usmeriti v iskanje neke rešitve, ne samo neke estetske rešitve, ampak rešitve za človeštvo. On se poveže z revolucionarnimi gibanji svojega časa. Hkrati ohranja tudi neko distanco, neko specifično pozicijo v odnosu do njih. Vse gleda tako z neke kozmične perspektive, tako da ostaja 100 let po svoji smrti pravzaprav izredno enigmatičen. On sam je napisal v eni pesmi Vsem naj bom neznan in ker ste prej omenjali to iskanje novih rokopisov, jaz sem se pred leti prav sistematično posvetil, da sem pravzaprav v njegovi zapuščini poiskal vse zapise od večjih do čisto drobnih, ki so ostali neobjavljeni, kar je bilo zelo zahtevna naloga. Mnogo tekstov je skritih bilo v kakšnih opombah, objavljenih in tako naprej in je pravzaprav zelo težko bilo sploh pregledati to celotno zapuščino, kaj je objavljeno in kaj ni. In sem namenoma dal kot naslov knjige ta vers, Vsem naj bom neznan. Skratka, zavestno nisem hotel tudi v svojem poskusu interpretacije, nisem hotel dati prevelike gotovosti glede njega, ampak sem jo raje mogoče nekoliko omajal. Preveliko gotovost nekaterih interpretacij sem pravzaprav poskušal ga pokazati v tej odprtosti in v tem generativnem stanju njegove poezije. Kakšno pa je njegovo mesto v svetovni literaturi? Pri nas vemo, ni mogel takoj vplivati, ker je ostal neznan še nekaj časa, ne? Šele od 60-ih let naprej smo spoznavali ta njegova poznejša modernistična dela. Ampak vendar, njegovo mesto v svetovni literaturi je opazno. Po mojem je to eden ključnih pesnikov 20. stoletja in ta njegova kompleksnost je primerljiva recimo z načinom, kako je prihajala zapuščina Fernanda Pessoe skozi desetletja v zavest. Ne? Skratka, to je en pesnik, ki pravzaprav s časom vedno bolj ga odkrivamo in tudi vedno bolj prihaja v to širšo mednarodno zavest. Močen moment vstopa v širšo mednarodno zavest je bila pač ta francoska izdaja v 60-ih letih, pa tudi že prej, pravzaprav posamezne pesmi so že dosti zgodaj začeli prevajati v nemščino, že v 20 letih, potem v ruščino, ampak je bil pač antologijsko prisoten. Je pa bil, tudi to je zanimivo, ta njegov vpliv se je dogajal skozi različne etape, je bil pa pravzaprav že na začetku močan, skratka ta njegov
vstop v javni prostor je bil že zelo zgodaj prepoznan kot nekaj zelo, zelo močnega, samo določeni segmenti so se odkrivali šele pozneje. Recimo, meni je vedno zelo zanimiv podatek. Edward Kardel reče v enem intervjuju, da je bil ključen vpliv, ki ga je usmeril v delavsko gibanje poezija Srečka Kosovela. Skratka, ni imel samo literarnih posledic, ampak tudi družbeno transformativne posledice, kakorkoli jih ocenjujemo. Skratka, se mi zdi, da je naredil en izredno globok vpis v to simbolno tkivo sveta, ki se je preobražala, in tudi zato je čutil potrebo po povezavi s historično avantgardo, ki je hotela izstopiti iz nekega ozkega prostora meščanske avtonomije umetnosti in povezati umetnost z življenjem, z družbenimi gibanji in tako naprej. Obenem je bil pa sposoben, tako kot Fernando Pessoa, hkrati zelo nasprotujoče si pozicije v sebi vzdržati in je tudi ta konflikt videl kot neko kreativno silo, to visoko napetost, električno visoko napetost kreativnega konflikta. In kot literarni klasik ni prepuščen samo literarni zgodovini ali recimo akademski rabi, ampak je ves čas navzoč. Tako, da, je pesnik, ki mislim, da se ga res bere in ki ga vsaka generacija na novo odkriva in ki ga še bo, nedvomno. Hvala lepa. Hvala vam. V ljubljanski galeriji Ekvurna je na ogled razstava Mosaic Moments of Time, mozaični trenutki časa, na kateri se predstavljajo novejša dela 9 slovenskih umetnikov in umetnic. Suzane Brborović, Gašperja Capudra, Jona Derganca, Ane Janeš, Lenarta Miklavžiča Kirbiša, Staša Kleindinsta, Zmaga Lenardiča, Anastazije Pirnat in Nataše Prosent Stearns. Povezovalni element razstavljenih del je čas, ki pa ni razumljen enoznačno. S kuratorjem Arnetom Brejcem se je pogovarjala Sanja Rejc. S časom se vsi tako ali drugače soočamo, nekateri bolj zavedno in na zelo oprijemljivi ravni. Kot neizbežen del vsakdana je pogosto tudi motiv umetniških del.
Z različnih zornih kotov ga že več let opazuje tudi kurator Arne Brejc. Razstava v galeriji Kurna z naslovom Mosaic Moments of Time je pravzaprav nadaljevanje ene serije razstav, ki jih pripravljamo že od leta 2020 in takrat je bila prva te vrste razstava Apokalipsa, se pravi gre za skupinsko tematsko razstavo. In že takrat sem se nekako orientiral na to, da pač me je zanimalo vprašanje časa. Potem sem čez 2 leti, konec leta 2022, naredil drugo tako razstavo z isto temo vprašanjem časa. Zgleda, da me čas neprestano zanima in z naslovom Meantime. In zdaj pač letos se mi je zdelo, da bi naredil razstavo po 2-3 letih. Po eni strani gre za izbor del in pa stvari, ki sem jih pač v zadnjih 2-3 letih našel, ki so name pustile določen vtis in sem si želel, da bi jih rad na nek način še enkrat videl skupaj. Ampak pač to niso samo dela, ki so pač name naredile vtis, ampak predvsem sem jih iskal ali pa, jasno, to je pač vedno subjektivni izbor, sem gledal na vprašanje, kako jaz danes čutim ali pa zaznavam čas, ki ga živim. In vsaka od teh razstav na nek način je bil odraz tistega trenutka. Pri tej razstavi se mi zdi, da osnovna ideja umetnikov, ki so to ustvarjali, ni bilo razmišljanje o času, ampak se mi zdi, da to je neka komponenta, ki se mogoče sama po sebi pri pač občutljivih ustvarjalcih utke v samo tkivo njihovega dela in tako naprej. In se mi zdi, da s temi deli na nek način, če se prepustimo, pa če smo občutljivi gledalci, na nek način lahko začutimo čas. Zdaj, ta čas se pojmuje lahko na več načinov. En je ta, kako bi rekel, opisni čas, se pravi, da smo družbeno kritični, da vidimo, kaj se okoli nas dogaja in tako naprej. In to se mi zdi, kakor da se mogoče bolj manifestira na tej razstavi v prvem prostoru, kjer so pač slike figuralne in barvite. Medtem, ko se v drugem prostoru, kjer je več abstrakcije in pa so stvari veliko bolj monokromne, se ta čas na nek način zaprede v samo slikarsko polje, se pravi, da je slika postane, notranji čas slike se na nek način vzpostavlja. In se mi zdi, da to oboje na nek način ustvarja ta sodobni likovni čas, ki ga živimo pač v tem prostoru, v tem času. V tem smislu sta mi bila oba segmenta zanimiva, pomembna in sem jih želel na nek način vpeljati v to razstavo. Dela so raznolika, od kolaža in videa do olja na platnu. Med avtorji razstavljenih del je tudi aktualni prejemnik nagrade Ivane Kobilca za življenjsko delo Zmago Lenardič. O izboru za tokratno razstavo Arne Brejc. Izbor je bil pač jasno, tako kot pri vsakem kuratorju, je vedno pač subjektiven. Ena stvar je bila, ki me je na nek način nagovarjala, je bila definitivno stvari, ki so se mi zdele drugačne, ki jih še nisem pokazal, ki jih še nisem videl, in to je bil po moje glavni namen. Jaz nisem se omejeval z starostjo umetnikov, nisem se omejeval z spolom ali pa s kakršnimi koli drugimi pač, ampak sem si pustil, da so te umetnine na nek način se mi zdele same po sebi dosti močne, dosti zanimive in se mi je zdelo, da pač jih je treba zbrati in jih je treba pogledati še enkrat skozi kontekst časa. Od intimnega doživljanja trenutkov in spominov do komentarja sodobne družbe. Razstava ponudi prostor za kontemplacijo in razmislek tudi o lastnem dojemanju sveta. Pa tudi o stanju v svetu umetnosti. Na vprašanje, zakaj je naslov samo v angleškem jeziku, kurator Brejc odgovarja. Angleščina je postala jezik likovne umetnosti. Pač likovna umetnost se je internacionalizirala, je svetovna in angleščina je pač postala del tega kot neke vrste skoraj imanenten del. Če pogledate naslove na tej razstavi, je več kot polovica jih je v angleščini. Če pogledate vse naslove na vseh slovenskih razstavah, ki jih delamo, boste spet videli, da umetniki dajo večinoma zdaj pač že skoraj angleške naslove. Tako da ne gre za to, da bi pač se izogibali slovenščini, a ne? Gre pa samo za to, da je včasih določene stvari
Se pravi, ta izraz je na nek način bolj natančno definira, kaj si hotel povedati. No. Skupinska razstava Mosaic Moments of Time bo v galeriji Kurna na ogled do 29. januarja. Kulturna panorama se tako končuje. Oblikovali smo jo Petra Tanko, Aleksander Čobec, Staša Grahek, Vlado Motnikar, Sanja Rejc in Tadeja Krečič, ki sem jo tudi uredila in vodila. Glasbo je izbrala Tina Ogrin, za ton je poskrbel Robert Markoč. Vabljeni k poslušanju kulturne panorame znova čez teden dni ob enakem času, tokratno pa najdete na naših spletnih straneh in med podcasti. Lepo vas pozdravljam.